Lepo pozdravljeni. Verjetno bi se strinjali, da so dolenjske občine vsaka po svoje privlačne. Bodi si zaradi naravnih in kulturnih danosti, bodi si zaradi urejenosti in dobrega vtisa, ki ga naredijo na obiskovalca, ko ta prihaja v kraj. A ni vse tako rožnato, marsikje je moteč promet, ki se vije skozi središče kraja. Kako v občinah rešujejo morebitne prometne zagate in kaj snujejo na tem področju, smo se pozanimali pri nekaterih županih. Na Mirni se med prometnimi konicami soočajo zastoji tako pri mostu kot zavijanju proti poslovni coni. Najbolj so prizadeti vozniki, ki so na tej cesti poleg občanov, ki vsakodnevno prečkamo cesto, glavno cesto iz enega dela Mirne na drug del proti šoli ali proti trgovini. Seveda pričakujemo, da bodo sedaj v kratkem začrtani tudi vsi prehodi, se uredilo to cestišče, ki je bilo v preteklem letu poasfaltirano skozi celotni kraj Mirna od začetka pa do blokov. Izgradnja obvoznice je dolgoletna želja in nuja. Cilj je, da Mirna v smislu prometa vnovič postane mirna, poudarja prvi mož občine. Potekajo geodetske odmere oziroma vpisi na GURS-u, na Geodetski upravi Republike Slovenije, zaradi tega, da se bodo lahko izvedle cenitve. Prvi objekt je že tako rekoč v lasti Direkcije za ceste, to je tisti objekt, ki se bo rušil, ki je bil tudi nekako najbolj obravnavan, z njim smo se srečevali tudi najdlje. Računamo, da bo ta objekt se rušil že v letošnjem letu. Gradnje obvoznice pa naj bi se v sodelovanju z Državno direkcijo za infrastrukturo lotili prihodnje leto. Dogovorili smo se tudi, da zaradi nekaterih prepisovanj zemljišč in tako dalje občina Mirna vstopa v izgradnjo te obvoznice kot soinvestitor, zato da bo hitreje steklo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. In bo jeseni lahko objavljen razpis za izvedbo del, ki bi potekala v letih 2022 in 2023. Iz leta v leto z večjimi prometnimi zamaški se soočajo tudi v Šentjerneju. Najtežavnejše je križišče v središču občine, kjer težki tovornjaki stežka zavijajo z glavne ceste proti industrijski coni. Na problematiko urejanja središča je že večkrat opozorila občinska svetnica Mojca Lampe-Kajtna, ki sicer živi neposredno ob križišču. Težave so seveda s prometom, s hrupom, tudi stavbe so v samem jedru starejše, kar je tudi občutiti, ko tovornjaki vozijo mimo, čutimo tudi tresanje, vibracije. Naša sogovornica je prepričana, da bodo z občino našli rešitev, bo pa to seveda obvoznica, do katere ni možno priti v nekaj letih. Če širimo kraj, če hočemo nove prebivalce, če širimo gospodarsko dejavnost, kar je zelo pozitivno, moraš tudi infrastrukturo širiti. To ima posledice. In seveda tukaj ta prva smer si je dobro razvila, druga logistično-infrastrukturna pa tudi, ampak malo manj. In seveda že dolgo obstajajo želje, da rabimo obvoznico. Samo obvoznica je konkretna stvar. Treba je opredeliti v načrtu, treba je študije izvesti, kakšen bi bil prometni režim, ne po domače, ampak strokovno, in potem je treba priti do nepremičnine in zemljo odkupiti. Mi smo v OPN-ju v spremembah in dopolnitvah zdaj na prvi petini. Mi pospešujemo ta tempo, vendar tukaj so postopki nemilostni. Roki, faze, razgrnitve, soglasja in tako naprej. Do dopolnjenega novega OPN-a bi lahko prišli v 2 do 3 letih, meni Simončič, a ta mora biti res kakovosten in zadoščati vsaj za 10 let. Vanj umeščena obvoznica bi potekala mimo industrijske cone, tako v smeri Kostanjevice kot Novega mesta. Začasna rešitev je lahko delna rešitev, ki gre od Rondoja proti Kostanjevici in potem na glavno cesto proti Kostanjevici. To bi del prometa razbremenilo, ampak samo del. Predvsem je hitrejša rešitev za umiritev prometa, razbremenitev prometa ta, da vse gradbene, kmetijske in logistične centre, ko so noter, spravimo ven. To so kamioni. Mnogi tovornjakarji pa se tudi izogibajo cestninam in vozijo skozi središča, dodaja. Poglejmo še v Dolenjske Toplice, ki so predvsem zdraviliško oziroma turistično mesto, saj naletimo po večini na obiskovalcev drugod.
Kot občane tudi njih moti gost promet po ozki cesti skozi središče. Sigurno bi bilo treba obvoznico urediti, ker tukaj je ta glavna cesta in se še čez prehod težko pride. Kaj šele občani, če imamo že mi turisti slab občutek. Kako mi z temi berglami in tako, pa včasih vidiš, kakšni prav divjajo tla čez. Kakšen je promet? Kar dost gost. Tukaj so turisti tudi, ne? Ja, vse otroci, pešci, vse je, ja. Leta 2009 so sprejeli občinski prostorski načrt, v katerem so začrtali traso bodoče obvoznice. Pri nas seveda čez center Toplic težkega prometa sicer ni. No, po tej obvoznici, ki naj bi šla res mimo Dolenjskih Toplic, bi to sicer bilo mogoče, vendar pa se je kasneje poiskala še morda bolj kvalitetna rešitev. In sicer zdaj se pogovarjamo o obvoznici jedra Dolenjskih Toplic. Potem, ko so sredi decembra 2019 odprli prvo fazo obvoznice, to je novo povezovalno cesto Roška Pionirska, jih v nadaljevanju čaka še veliko dela z dokončanjem topliške obvoznice, s katero bodo prometno razbremenili središče kraja. Zdaj se ukvarjamo še z preostalima dvema fazama. Najprej gre za most, ki bo povezal, torej ki bo nekje povezal relacijo od šole pa proti cesti, ki vodi v Novo mesto, in pa naslednja faza pa je ureditev ceste od šole pa do prve faze, torej do novega križišča v Dolenjskih Toplicah. In kako daleč so z načrti? Neke parcelacije so bile že narejene, idejni projekti so v fazi in pa seveda dogovori z Direkcijo Republike Slovenije za ceste. Morda jim uspe v 2 do 3 letih dokončati celotno obvoznico jedra Dolenjskih Toplic. Ko se bo to zgodilo, bo promet, torej most, osrednji most v Toplicah zaprt za promet. Seveda pa ta obvoznica pa po drugi strani ne bo ljudi vodila daleč od centra Dolenjskih Toplic, tako da bo še vedno zaradi tega v bistvu dogajanje v centru ne bo prizadeto. Straža, tako župan Dušan Krštinc, je tranzitna občina. Skozi občino, poteka državna cesta iz Novega mesta proti Žužemberku in pa potem tudi dejansko proti Beli krajini, čeprav je tam omejitev tovornega prometa. No in glede na to, da je Dolenjska predvsem tudi industrijsko središče, je ta promet skozi občino Straža povečan. Trudijo se skrbeti za varne ceste, poudarja Krštinc, predvsem z gradnjo pločnikov in sprehajalnih poti. Obenem še zmeraj se borimo za rekonstrukcijo ceste skozi Vavtovas in pa projektiramo obvoznico mimo naselja Zalog. Z obvoznico bi se nekako razbremenilo naselje Zalog oziroma, predvsem zaradi tega, ker je v samem Zalogu odsek, kjer je bistveno zmanjšana pretočnost prometa. Seveda pa pričakujemo, da bo ta idejni projekt v prihodnjih dnevih dokončan ter da bomo že opravili prve razgovore glede možnosti umestitve tega projekta v sam prostor oziroma glede same izvedbe. Z obvoznico namreč posegajo kmetijske površine, zato bo nujen posvet na kmetijskem ministrstvu. V občini Mirna Peč, glede na to, da že imajo priključno cesto in obvoznico, večjih težav s prometno razbremenitvijo središča kraja nimajo. Bolje pa problem umiritve tega prometa. Tukaj tudi v Vani vasi, ki gradimo, pa tudi po dolini tukaj je predvsem problem, ljudje opozarjajo, da je promet prehiter. Če mi posodobimo cesto, je hitrost bistveno narašča. Zdaj iščemo vse možnosti in načine, tehnične in pa tudi take in drugačne, da bi to umiritev resnično lahko zagotovili. Radarji in globe niso rešitev, je prepričan Kastelic. Zato si bodo skušali pomagati z izkušnjami in primeri dobrih praks iz drugih krajev po Sloveniji. Pomembno je, da so industrijsko cono umaknili na rob Mirne Peči, poudarja. Kamionski prevoz je umaknen, kar nas čaka v bodočnosti še iz bivšega, pa še iz obstoječega Kamnoloma Vrh Peč, da ta promet preusmerimo. Dogovor je, da se uredi cesta ob železnici na staro H1 oziroma avtocesto in takrat se tudi ta promet tukaj ne bo več potreben, se bo tu zaprlo in dejansko bo
bo bolj normalno življenje. Ti kamioni so še moteči, ljudje, predvsem tukaj, ki živijo ob sami cesti, imajo pripombe. Še v eno manjšo dolenjsko občino poglejmo, Žužemberk. V občini Žužemberk je tukaj v Grajskem trgu, na tej Grajski ulici, ogromen promet. Tudi štetiki pokaže, se čez občino Žužemberk preliva mnogo, ne samo domačinov, mnogo turistov, ki hodijo v Belo krajino ali pa celo na morje, in tukaj je ozko grlo. Zdaj smo tudi dogovorjeni z državo, z DRI-jem, da nam postavi semafor, da lahko vsaj malo ublažimo ta promet skozi Žužemberk, ampak iznestrpno še čakamo obvoznico. Upajo, da bo imela posluh tudi država in bodo naložbo lahko čim prej začeli. Planiramo jo, ko pridemo v Praproče, to je v bistvu druga vas, in pa pri Peskokopu, da bi prišla pa ta cesta ven. Mišljena je pa cesta približno 1,2 km, seveda z pokritim pokopom, to je pa približno 600 metrov. Kot je videti, se bodo občine v prihodnje soočale s takšnimi in drugačnimi izzivi na prometnem področju. Kako iznajdljive bodo, pa bomo kmalu videli. Ni zgolj naravna vrednota Klevevška Toplica tista, ki v zadnjem obdobju v šmarješko občino privablja vse več obiskovalcev. Uspešna poglavja na področju turizma so namreč po lanskem odprtju tam začeli pisati tudi s prvo tovrstno pridobitvijo na Dolenjskem, Fontano Cvička, ki jo bodo kmalu znova odprli za obiskovalce. V Šmarjeti pa se hkrati v bližnji prihodnosti obetajo nekatere novosti, ki bodo turistično ponudbo kraja in občine v celoti naredile še pestrejšo. Potem, ko so v Novem mestu za razgledno točko namenili kapiteljski zvonik, so se za podoben korak odločili tudi v šmarješki občini. Vsem bodočim obiskovalcem jedra Šmarjete, ki je predvsem zaradi zasebne obnove znamenite Karlovškove hiše, tačas eno samo delovišče, nameravajo tako omogočiti vzpon na zvonik cerkve Svete Marjete. Nam je predvsem pomembno, da center Šmarjete zaživi, da bomo imeli v bistvu celovito doživetje tudi iz neke ptičje perspektive, in mislim, da se odpira res čudovit pogled. Za ureditev razgledne točke si v šmarješki občini obetajo nepovratna sredstva. Mi vse investicije pač peljemo z različnimi veri financiranja, poskušamo seveda dobiti nepovratna sredstva. Tudi v tem primeru mislim, da bomo pri tem uspešni. Ocenjena vrednost naložbe znaša okrog 50 000 evrov. Razgled slabih 30 metrov višine pa ne bo brezplačen. In z tega vidika tudi pričakujemo pač velik priliv in s tem tudi financiramo nadaljnji razvoj turizma. V šmarješki župniji namero pozdravljajo, kot pove tamkajšnji župnik, pa so prvi pogovori z občino o ureditvi razgledne točke stekli že pred časom. No, letos je pa prišlo do realizacije tega oziroma do začetka realizacije tega, da smo z občino tudi že podpisali pogodbo, s katero je pač prost začetek del in priprave vsega potrebnega za to razgledno ploščad. Zdi se mi ideja zelo fajn, ker je res zvonik nekaj posebnega, eden redkih v Sloveniji, ki ima balkon. In sam razgled iz tega balkona je čudovit po tej Šmarješki dolini, in pa tudi sama notranjost zvonika od zvonov do stolpne ure in tako naprej ima marsikaj zanimivega za pokazati ljudem in obiskovalcem, ki bodo sem prišli. Nekaj posebnega bo že pogled na samo Trško jedro, zagotavljajo v šmarješki občini. Skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, s katerimi res odlično sodelujemo, spoštujemo njihove smernice razvoja in pripravljamo v bistvu res eno vrhunsko urbano opremo na tem področju z modernim tlakovanjem v obliki karlovškega ornamenta, ki bo posebej v bistvu ponudil doživetje iz zvonika, ko bomo pač pogledali dol na trg. Razgledna točka bo šla torej v korak z načrtovanim in okrog 80 000 evrov vrednim urejanjem jedra Šmarjete. Prve korake na tej poti je občina sicer storila že lani z odprtjem edinstvene Fontane Cvička. To je zgodba v uspehu, moram reči. Pozitivno nas je presenetil obisk. Ta fontana je bila sicer odprta slaba 2 meseca, zaradi ukrepov zdravstvenih in tako naprej, smo jo morali potem v sredini oktobra zapreti.
Kljub kratkemu obdobju delovanja so pohvale deževale z vseh strani, dodaja. Moram povedati, da smo v teh 2 mesecih imeli preko 2100 degustacij. Vsaka taka degustacija je vsebovala 4 kozarce vina, ki sestavljajo cviček, tako da resnično smo veseli, zadovoljni, da se je občina lotila tega projekta. Izvir cvička z nekoliko razširjeno degustacijsko ponudbo bodo ob izboljšanju epidemioloških razmer v prihodnjih dneh vnovič odprli za obiskovalce, ki jih bodo v Šmarjeto vabile tudi druge priložnosti za kulinarično doživetje in razvajanje brbončic. V Šmarjeti bomo imeli hotel z najvišjo dodano vrednostjo in tudi najvišjo ceno na Dolenjskem, eno najboljših gostiln, vrhunsko izkušnjo na Fontani, tako da ta trg bo zagotovo nekaj posebnega in res se veselimo tega. Bodoči Karlovškov trg, ki bo ime dobil po v Šmarjeti rojenem rojaku Jožetu Karlovšku, raziskovalcu ljudske umetnosti, strokovnjaku za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, bo, potem ko je leta kazal klavrno podobo, naposled zasijal v povsem novi podobi. Občina pa se bo v prihodnje lotila še temeljite obnove sosednje, tako imenovane Moletove štale. Moletova hiša bo vrhunska kavarnica, čitalnica, slaščičarna, če hočete. V tej hiši bodo prostor dobila tudi, bom rekel, Društvo podeželskih žensk Šmarjeta za svoje ustvarjanje in pa seveda naš zavod za turizem, tako da se v bistvu s tem se bo zaokrožila ta ponudba. Vse bo usmerjeno na trg, zasteklitev, zimski vrt, res moderna, urbana oprema, ki bo zares vredna ogleda. Če je odprtje butičnega hotela z restauracijo in od nedavnega dvokrilnim letalom na strehi predvideno že v kratkem, pa urejanje Moletove hiše ostaje cilj za prihodnje leto. Čakamo zopet na določene razpise in s pomočjo teh sredstev bomo pač tudi te investicije zaključili. Po končanih delih, predvsem pa zaradi jasne zaveze k vrhunski kakovosti in odličnosti bodo, kot menijo v javnem zavodu, obiskovalci Šmarjeto zapuščali s prav takšnimi izkušnjami. Prepričani smo v tem. Mi osebno in jaz osebno verjamemo v ta produkt, verjamemo v to ponudbo, vemo, da je dobra, kvalitetna, najboljša, tako da z veseljem se bomo potrudili, da sleherni obiskovalec bo šel z najlepšimi in najboljšimi vtisi od nas. Potencialov, ki jih ima jedro Šmarjete, se dobro zaveda tudi šmarješki župnik. Jaz mislim, da Šmarjeta po sami prenovi trga, ki se dogaja z vsemi temi stvarmi, ki se tukaj urejajo zdaj in skupaj z razgledno točko na Zvoniku, bo gotovo imela več obiskovalcev in bo zanimiv kraj za obiskovalce, tako domače kot tuje, ker bo res na enem majhnem prostoru ponujala veliko lepih in zanimivih stvari. V šentjernejski občini se zavedajo pomena čimprejšnje izvedbe enega ključnih infrastrukturnih projektov – gradnje mostu čez Krko v Mršeči vasi. Dotrajanega lesenega so odstranili leta 2014 in odtlej se vozniki vozijo preko nadomestnega pontonskega. Občina je objavila razpis za pripravo dokumentacije, letos pa načrtuje tudi odkup zemljišč, ureditev stavbne pravice z državo, izbor izvajalca in morda že prva gradbena dela. Na prednostni naložbi tega mandata delajo pospešeno, poudarja župan Jože Simončič. Most bi po njegovi oceni lahko zgradili v dobrih 2 ali 2,5 letih. Številna soglasja k projektni dokumentaciji so že pridobljena, sedaj se dela še hidravlična poplavna študija. Ko bo ta pridobljena, bo predložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Računam, da bo to nekje poleti letošnjega leta. Z državo, dodaja, obenem urejajo stavbne pravice na vodnem zemljišču, za katere bodo morali odšteti približno 40 tisočakov. Pred leti se je sicer glede tega, kakšen most zgraditi po odstranitvi dotrajanega, odvijala žgoča razprava tako med vaščani več okoliških vasi kot občino. Začela se je priprava že z ukinitvijo lesenega v betonsko in ta je bila tudi smiselna varianta za te čase, ki potrebujejo
dvosmerni, močan most, ker situacija se mena in tudi vsak potrebuje težje tovore ali v kmetijstvu ali v gospodarstvu. Občinski svet se je na koncu odločil za tretjo kovinsko različico z lesenimi elementi. Ta hip je ključno, da dobimo nov most, pravi Tone Cvelbar, ki ima poleg mizarske delavnice. Ni problem zdaj ali betonski ali kovinski, zdaj mi je samo važno, da je tak dvosmeren. Edino škoda je, ker se to že toliko časa zaustavlja in so se že zapravljali veliki denarji, ki bi lahko se že porabili za prvi projekt in bi bil projekt že uspešno končan. Tudi projekt, ki se začne in konča, je najcenejši projekt. To je pa zdaj stvar, ki nas drago košta vaščane in celo občino. Sosedu mostu bodo za potrebe naložbe porušili manjši objekt nasproti delavnic. Bo tudi ureditev pešpoti, prehodov za pešce, tako da bo tudi kot varnostno je po prvotnem projektu videti, da bo. Mi bomo tudi zemljo odstopili, ker infrastruktura se bo dvignila zaradi dvigovanja zaradi stoletnih vod, tako da tudi nasprotujemo temu, da bi neke škode, ne škode, da bi se šparalo in da se naredi slab most. Cvelbar ne pričakuje zapletov pri odkupih preostalih zemljišč. Terasa proti smeri v vas noter se tudi že dogovarja, ker bojo tudi se dogradili še pločniki, tako da tudi to je že v toku. Na drugi strani zemljišča je pa tudi že lastnik rekel, da ni problema za odkup zemlje. Nobenega lastnika ni tazga, da bi zahteval kakšne čudežne denarje. Tako. Andrej Košak, ki se dnevno vozi preko mostu, poudarja, da morajo zaupati stroki, ki je podala mnenje glede na stanje v občini. Moramo vedeti, da šentjernejska občina se širi iz kraja, je prišla v mesto, imamo zelo močno industrijo in tudi ta most bo neka povezava z Šentjernejem, zato smo si želeli, da bo sodoben, velik, dvosmeren most. Ki bo, pravi, vsekakor lahko tudi moteč za krajane. Vendar upamo si in želimo, da bomo s tem mostom dobili tudi posodobljene ceste in tako nekako povezali te kraje z Šentjernejem in z bližnjo avtocesto. Kamioni so omejeni in tudi mislimo, da bo tako spoštovala občina naprej, da bo težki transport tukaj omejen. Je pa tak čas, da tudi kraj Dobrova mogoče bi rabila, mogoče kakšen kamion manj, tako da tudi mi, če imamo kakšnega, mislim, da bomo tudi nekako preživeli. Novi most je po županovih besedah grobo ocenjen na 1 milijon evrov. Seveda pa potem še pride del cestišča na obeh strani in del ureditev pločnika, odvodnjavanja, razsvetljave in tako naprej. Tako da tukaj bo znesek kar nekaj višji od 1 milijona, vendar pač to so nujne investicije, ki jih moramo urediti in sem prepričan, da jih tudi bomo. Vsekakor si bodo prizadevali tudi za pridobitev zunanjih virov za sofinanciranje naložbe, zagotavlja Simončič. Kljub temu, da je epidemija koronavirusa med drugim najbolj prizadela prav kulturno dejavnost, so v občini Ivančna Gorica na tem področju izjemno dejavni. Tudi tokrat so v ospredje postavili domače ustvarjalce, na eni strani mlado likovno ustvarjalko in na drugi pisateljico iz Gradca. Kaj so mange? Mange so japonski izraz za strip. Gre za pravo umetnost, tradicijo risanja stripov. Leta 1963 je nastala prva sodobna animirana manga, tako imenovani anime. V tem slogu ilustriranja se preizkuša tudi dijakinja Eva Rojec, ki je v knjižnici Ivančna Gorica predstavila svojo razstavo. Eva je svojo nadarjenost za likovno ustvarjanje odkrila konec osnovne šole, ko pa je spoznala mange in animeje, se je v njej prebudila želja, da se preizkusi še v tem. Za ustvarjanje sem se navdušila v 5. razredu, ko nam je profesorica za likovno predstavila risanje realizma z svinčnikom. To navdušenje ni trajalo dolgo. Nad risanjem animejev pa sem se navdušila v 9. razredu. Animeje sem spoznala preko YouTuba. Mange na Japonskem izhajajo v zbirkah, berejo jih na podzemnih železnicah in v veliki meri odvržejo v smeti, ko jih preberejo. Imajo tudi veliko zbirateljsko vrednost.
Mange so v bistvu japonski stripi, ki imajo pač res tako poseben stil risanja, poleg tega pa se bere in lista iz obratne strani kot naše evropske in pač zahodne stripe. Manga tudi kot kultura izredno razširjena na Japonskem, širi pa se vse hitreje tudi izven Japonske. Eva Rojec kljub rosnim 17 letom kaže velik talent za to vrsto umetnosti. Meni so slike zelo všeč. Res smo opazili, da je veliko truda vložila v vsako sliko posebej. V bistvu opazili smo tudi manjše razlike med slikami, torej se z vsako sliko razvija. Se upamo, da bo s časom razvila tudi svoj stil. Dogodek v Ivanški knjižnici je z glasbenim nastopom popestril mladi DJ Domzi, ki se je predstavil s skladbo Tokio. Skladba me je navdihnila, kot sem že prej rekel, iz Evinih slik. In ima japonski navdih, se pravi, ima neke elemente, ki jih lahko vidimo na japonskem oziroma slišimo. Je nekako povezana z elektronsko glasbo. V knjižnici Ivančna Gorica dobivajo mladi domači ustvarjalci pogosto prvo priložnost predstavitve. Vsekakor je posebnost današnjega večera to, da ga v celoti pripravljajo mladi, pod našim mentorstvom, kot velja za vse to, kar počnemo pod znamko oziroma pod projektom Srečava se v knjižnici. Vedno pazimo na to, da se držimo tudi nekih knjižničnih vsebin. Razstava študije za pop mange bo na okenskih steklih knjižnice na ogled do 21. maja. 23. april pa je Svetovni dan knjige. V teh dneh je pri Mohorjevi družbi izšla knjiga Sabine Koželj Horvat, 10. dežela. Gre za mladinski biografski roman o Josipu Jurčiču, ki sodi v sklop praznovanja Jurčičevega leta. Avtorica romana sicer izhaja iz Gradca, zdaj pa živi v Opatiji. Glavna junaka sta Ema in Jakob, ki v času korone delata šolsko nalogo o Jurčiču in se jima uspe pritihotapiti v 10. deželo, v kateri gre Jurčiču v srednje mesto. Roman je zelo dragocen, tudi zaradi svoje sporočilnosti. Treba je namreč vedeti, da je Jurčič veliko svoje energije vložil v to, da se Slovenci ohranimo kot narod. Zelo zavedal se je, da je ključ do tega v ohranitvi slovenskega jezika. Avtorica želi z romanom približati Josipa Jurčiča mlajšim generacijam oziroma zgraditi most med mladimi ter Jurčičevo osebnostno in literarno zapuščino. Takih ljudi, kot je Jurčič, bi danes zelo potrebovali v naši situaciji. Zato je zelo na mestu geslo jubilejnega leta Jurčič nas povezuje. Roman tako dodaja dragocen mozaik, dragocen kamenček v mozaik tako potrebnega povezovanja in sodelovanja med nami. Jurčič je za leposlovje to, kar je Prešeren za poezijo. Je prvi romanopisec, prvi je napisal črtico, novelo, urednikoval prvi slovenski dnevnik Slovenski narod. Tudi za voljo njega smo se Slovenci ohranili kot narod, imamo svoj jezik in svojo državo. Tudi sicer je na Jurčičevi domačiji na Muljavi zelo pestro, saj so na voljo vse vsebine, ki so jih ustvarili skozi leta, tem pa dodali nekaj novih. Smo pripravili nov kratki film, ki prikazuje Jurčiča in njegovo življenje. Potem smo pripravili nove pedagoške delavnice, nove andragoške delavnice, nadgradili smo klasična vodstva, pripravljamo tudi številne spremljevalne vsebine. Skratka, verjamem, da bo vsak obiskovalec lahko našel kaj zase. Tudi med epidemijo in ob upoštevanju vseh higienskih priporočil Jurčičeva domačija ostaja odprta in vabi obiskovalce. Tako ob Svetovnem dnevu knjige kot druge dni. Svetovni dan knjige se najlepše praznuje s knjigo, ki že diši po tiskarski barvi. Veseli in ponosni smo na domačinko Sabino Koželj Horvat, ki je napisala delo 10. dežela, to pa je hkrati počastitev Jurčičevega leta. Roman 10. dežela sicer gradijo 3 zgodbe, ki se vsebinsko prepletajo. 2 prijatelja, zgodba Eme in Jakoba, opus Svet junakov iz Jurčičevih del in šepetalec knjigam, Jurčičev opus umeščen na knjižne police.
Toliko smo pripravili v tokratnem pregledu iz naših občin. Želimo vam obilico lepih in sončnih pomladnih dni, v našo družbo pa vnovič vabljeni čez 14 dni. Nasvidenje.